Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli še v zadnjem novembrskem tretjem polčasu. Ligaška tekmovanja so v polnem teku, v rubriki V središču pa v zadnjih kadrovskih spremembah v celjskem hokejskem klubu, kjer je prišlo do zamenjave članskega trenerja. Celjski hokejisti pa so med tednom sklenili redni del državnega prvenstva. Ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega so se v 10. krogu rokometnega državnega prvenstva razšli brez zmagovalca. Za končnih 23:23 je 2 sekundi pred koncem zadel Alex Vlah. Celjani tako ostajajo edino neporaženo in vodilno moštvo državnega prvenstva. Trebanjci imajo s tekmo manj, za njimi 3 točke zaostanka. Glede na potek dogodkov je delitev točk najpravičnejši zaključek obračuna prvo in drugo uvrščenega moštva v letošnjem rokometnem državnem prvenstvu. Večji del srečanja so bili v rezultatski prednosti pivovarji, ki pa si več kot 2 golov prednosti niso uspeli priigrati. Celjani so imeli med tekmo neverjetne težave z izvajanjem 7-metrovk, saj so vseh 6 zapravili. V finišu tekme so bili bliže obema točkama Trebanjci, a je Alex Vlah z golom 2 sekundi pred koncem tekme Celjanom zagotovil točko. Če bi mi kdo pred tekmo ponudil neodločil zdaj, ja bi ga sprejel z obema rokama. Mislim, da smo čez celo tekmo pokazali karakter, po kaj smo prišli in to na koncu tudi, bom rekel, deloma dosegli. Žal mi je tega na koncu gola, ker nismo malo odreagirali, malo bolj, bom rekel, jaz temu moško, agresivno, ampak to je šport, žoga je okrogla, to je rokomet in to je čar. Mislim, da je današnja tekma, bom rekel, pokazatelj, oziroma ne pokazatelj, je bila ta prava paša za gledalce in na koncu, bom rekel, temu ni zmagal, ampak je bilo neodločen, to je rokomet. Malo nam fali v določenih trenutkih agresivnosti in to je sigurno to. Zdaj, izkušnje, ja, imamo mlado ekipo, ki se še gradi, oziroma, bom rekel tako, zamenjali smo 6 igralcev, lansko leto nam na koncu že dobro kazali, da smo spet zamenjali nov sistem za njih, za nekaj nov in tako naprej. Zdaj, kaj nam bo to prineslo na koncu, ja, ampak danes so pokazali, da so, bom rekel, iz pravega testa, da če smo pravi, če stisnemo kot ekipa in je lahko rezultat taka, ki še ne. Na koncu moramo biti zadovoljni s točko, ampak globoko v sebi vemo, da smo pričakovali več. Vedeli smo, da bo zelo težka tekma. Mislim, da so nas stali na koncu nerealizirani penali in tu je bila razlika. Mislim, da je bila super tekma, super derbi. Grob, nekoliko slabši v napadu, 23 zadetkov obe ekipe. Na tem nivoju, ker se veliko zabija, ni veliko, ne. Tako da napad bomo sigurno mogli popraviti, obrambo smo dobro odigrali, dobro se pripravili na Trebnje, tako so se tudi oni na nas in na koncu smo rešili točko. Ja, nisem najbolj zadovoljen, nisem sploh zadovoljen. Prvi polčas sem začel slabo, drugi polčas 2 napake, ki se ne bi mi smeli dogajati, na koncu sem zabil, ne vem, ta zadnji gol, prišel do čistega šuta in hvala Bogu je bil gol. Neodločen rezultat na samem koncu, mislim, da je to najbolj realno na današnji tekmi. Enostavno, cela tekma je bila izenačena, mi smo največ vodili z 2 razlike, nismo prišli do te situacije, da gremo na +3, ampak ljudi, jaz, ko pogledam 6-7 metrovki zgrešeni, jaz mislim, da je to zgodovina, da nobena ekipa ni igrala neodločeno ali pa zmagala z 6 zgrešenimi 7 metrovkami. Pa plus 2 zgrešena šuta na prazen gol. Enostavno izvlekli smo se na koncu, vesel sem, to sem rekel malo prej, vesel sem, da je Tilen Strmjan pokazal še enkrat, da je velik kapacitet, da je prihaja počasi v dobrega igralca in mislim, da v prihodnosti Slovenija bo še dobila še zvrhnega playmakera. Celjski trener Alen Toskič ne pomni, kdaj bi kakšno njegovo moštvo zastreljalo vseh 6-7 metrovk na tekmi. Pa se bomo v ponedeljek, cel trening bomo, ogrejemo roke pa streljamo 7 metrovk. V celjskem taboru je tokrat izostal pričakovani učinek vratarjev, saj je Vujović zbral 5, na drugi strani pa je izkušeni Celjan Aljoša Čudić 14 obramb.
ne vem, koliko je Vuja imel na obrambi na samem koncu, ampak rabimo pomoč. Brez vratarja, brez 15 obrambi na današnji tekmi ne moreš zmagati. Enostavno ne moreš, čuda je dober branil, itak smo mi njihovo obrambo reševali v 5 sekundah, ampak nismo enostavno imeli pomoč naših vratarjev in to se vidi na samem koncu. Kaj ne rečem, kapo dol Čudiću, igralec tekme. Na koncu pa sem vesel za to točko, ki smo jo izborili. Bom tako rekel, malo v šali, je bil že čas, da smo tudi malo golov ni pospremili, ampak ja, mislim, da je bil on že celo pripravljeno obdobje je bil pravi, imel ta občutek, ampak nažalost se mu je zgodila ta poškodba kolena, kjer je kar, bom rekel, se tudi ekspresno sicer vrnil za tiste evropske tekme, je malo pospešil, ampak ni bil pravi in tudi to ga je malo mučil, ampak zdaj vidimo že, bom rekel, zadnje tekme in tekme, ali pa v tedno je čedalje boljši in tudi on se to dokazal, da je, bom rekel, prava kvaliteta oziroma ta kvaliteta, ki nam lahko daje razliko. Po delitvi točk na derbiju Celjani ostajajo edino neporaženo in vodilno moštvo državnega prvenstva. Trenutno imajo točko prednosti pred Trebanjci. Občutki so malo zmešani, neodločeno, mi smo vsi skupaj želeli zmago, ko vemo, da smo dobra ekipa, ampak enostavno 6 grešenih 7 metrov, ki spet ponavljam, to pa je res katastrofa. In ostajamo neporazeni, ekipa je še enkrat pokazala karakter, da se vrnemo itak, ko so vsi mislili, da smo izgubili tekmo, ampak smo pokazali še enkrat, da smo na pravi poti. Celjane v naslednjem krogu čaka nov zahteven preizkus, saj bodo 4. decembra gostovali pri Gorenju. Moramo se pripraviti, enostavno smo se dobro pripravili na to tekmo, ampak res smo imeli danes enostavno. Jaz sem prej rekel, da bom naslednjo jezbo mogoče strelil 7 metrov, če mi dovolijo, da oblečem dres pa da probam. 6 ne bom zgrešil sigurno. Trebanjci so v letošnjem državnem prvenstvu zaenkrat dosegli 7 zmag in 2 remija. Fantje delajo, so marljivi, nimam kaj reči, poslušajo, ampak se vemo, je treba še veliko nam fali in bom rekel, da naša tekma je pokazatelj, da če smo pravi, smo lahko blizu, če pa ne, mislim pa, da ne moramo moje, bom rekel, ulice premagati v domačem žargonu. Trimo je v zadnjih 2 sezonah precej okrepil finančne vložke v moštvo in posledično povečal svoje ambicije na domači in mednarodni sceni. Pričakovanja, da iz tekme v tekme rastemo, da smo vsako tekmo boljši, včasih nam to rata, včasih ne in na koncu je tudi to čar tega rokometa, ampak jaz mislim, da smo na pravi poti, delamo, smo tiho in jaz upam, da se nam bo na koncu to poplačalo. Zdaj pa najbolj važno bo že naslednja tekma, kakor res pravim, smer gremo tekmo po tekmo in bomo videli. V zadnji tekmi 17. kroga nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja z 0:1 izgubili na gostovanju v Domžalah. Celjani so z 21 osvojenimi točkami trenutno na 6. mestu prvenstvene lestvice. Varovanci Simona Sešljarja bodo naslednjo prvenstveno tekmo proti Mariboru odigrali šele 4. decembra, saj je jutrišnje srečanje proti Olimpiji zaradi številnih okužb z novim koronavirusom v ljubljanskem klubu prestavljeno. Na srečanju sosedov na prvenstveni lestvici se niti eni niti drugi niso pripravili veliko priložnosti za dosego zadetka. Srečanje je odločil dolgoletni član Celja Janez Pišek, ki je edini zadetek na tekmi dosegel po podaji s kota Senjada Ibričiča. Vsekakor sem dal vse od sebe, tako na vsaki drugi tekmi. Res je, da je to moj klub, kjer sem preživel veliko časa, svojo mladost, vendar pripravil sem se tako kot na vsako drugo tekmo. Tekma je bila zelo podobna, kot smo jo pričakovali. Vedeli smo, da bodo odločale malenkosti, tako je tudi bilo. Oni so iz neke prekinitve zadeli, mi nismo. Tako ste rekli, situacije in priložnosti je bilo dovolj, pač če ne zadaneš, ne moreš zmagati. Žal. Trda tekma z obeh strani, tako smo rekli, kvalitetne Domžale in dejansko se je sam čakali, kdo bo pač naredil neko napako oziroma dosegel zadetek. Ponavadi se to zgodi iz takih nekih standardnih situacij. Žal so v tem trenutku bile to Domžale, tako da gremo naprej. Ustvarili smo si kar nekaj priložnosti danes. Mislim, da kot ekipa smo danes odigrali zelo dobro tekmo. Mislim, da Domžalam moram čestitati seveda na zmagi.
ampak mislim, da smo si danes zaslužili več kot poraz. Po zadetku Domžal v začetku drugega polčasa je celjski trener Simon Sešljar poizkušal z okrepitvami v konici napada, vendar si tudi potem Grofje niso pripravili izrazitih priložnosti za dosego zadetka. Domačini zgoščeni, tudi dobro so nas že v sami izgradnji napadali, tako da si nismo uspeli pripraviti nekih boljših situacij. Po drugi strani pa je to neka mirnost v zadnjem delu, nam je sigurno manjkala, se je dalo sigurno kaj boljše odigrati, ampak zdaj je kar je, treba je pogledati, analizirati pa popravljati. Mislim, da je najbolj pomembna obramba, iz obrambe vse izhaja. Vedeli smo, če bomo zadržali 0 od zadnjih, da bomo gol dali, in na to smo tudi dali iz prekinitve, tako da hvala Bogu. Celjani bi morali v soboto na domačem igrišču gostiti ljubljansko Olimpijo, a je srečanje 18. kroga zaradi številnih okužb v ljubljanskem taboru prestavljeno na kasnejši termin. In kako bodo Celjani izkoristili skoraj 14-dnevni premor do naslednje tekme proti Mariboru? Trening, samo to bomo lahko vse izboljšali. Štajerski derbi med Celjem in Mariborom bo v Celju na sporedu v soboto 4. decembra ob 20:15. Košarkarice Cinkarne Celje so po reprezentančni pauzi uspešno nastopile v državnem prvenstvu, pokalu in mednarodni Vaba ligi. Najprej so v svoji dvorani prepričljivo dobile prvenstveni obračun z Mariborom. Nato so v prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije opravile z Ledito, sinoči pa so v 7. krogu mednarodne Vaba lige z 98:59 premagale še skopski Badel. Slovenske državne in pokalne prvakinje so proti makedonskim podprvakinjam upravičile vlogo favoritin in zmagovalca odločile že v prvem polčasu. Domači trener Damir Grgić je lahko računal tudi na rekonvalescentki Štirnovo in Bartelmejevo. Njegov kolega na Badlovi klopi Pero Stameski pa ni mogel računati na usluge Dimoske in Lazarevske, ki sta se poškodovali v makedonski reprezentanci. Pri Celjankah je bila najboljša strelka Katrina Prdi z 20 točkami. Kapetanka Maruša Seničar je 5 točkam dodala 11 skokov, 5 podaj in 3 ukradene žoge. V bistvu po premoru poskušamo s puncami prijeti v čim boljšo formo, preko čim manj tekem. Zdaj nas čaka tudi kar nekaj težkih tekem, težko gostovanje v Požegi, pa potem Montano doma. Tako da jaz sem zadovoljna, da smo zmagali, vidimo pa, da je še kar nekaj stvari, ki jih moramo popraviti, če želimo biti potem na najvišjem nivoju in najbolj pripravljene za težke tekme. Čestitke igralkam, mislim, da je zaslužena visoka zmaga. Z agresivno igro smo poskušali nekako omejiti ekipo makedonsko. Mislim, da nam je to uspelo, na koncu 28 zgubljenih žog njihove ekipe in tako kot se rekel, zaslužena visoka zmaga. Vse igralke so igrale, nekatere igralke se vračajo po mikropoškodbah, ki so jih imele, in to me zaenkrat veseli. Celjanke so po reprezentančnem premoru premagale Maribor, Ledito in Badel in potrdile, da se počasi vračajo v staro formo. Ja, v ritmu smo želenem, sigurno ne v formi, tako da upam, da bomo formo v naslednjih tednih dvignili za 20%. Vsaj ravno to je tisto, kar rabimo, da bi prišli do želenih rezultatov do konca koledarskega leta, in naredili bomo vse, da bomo dobro potrenirali še naprej in pa seveda, da ostanemo zdravi. Maruša Seničar je bila ena 4 celjskih igralk, ki so bile del zadnje reprezentančne akcije v prvem kvalifikacijskem ciklusu za nastop na Evropskem prvenstvu 2023. Po vrnitvi iz reprezentance se je Seničarjeva brez počitka spet priključila klubskim treningom. Sej, če ti igranje košarke v užitek, potem ni problem. Seveda smo s puncami že malo utrujene, ampak mislim, da v tej ekipi res ni težko igrati. No. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostile ekipo Tosame Ledite. Prihodnjo sredo pa jih v Vaba ligi čaka gostovanje pri hrvaški Požegi, ki ima tako kot Cinkarna zaenkrat samo en poraz.
Ja, tekma ne bo enaka, kot je bila doma. Požega odlično igra na domačem terenu, v domači dvorani, tako da se moramo s puncami dobro pripraviti, ker mislim, da nas čaka ena težka tekma. Čaka nas kar kupica zelo zahtevnih tekem sedaj v nadaljevanju, tako kot sem rekel. Upam, da bomo iz tekme v tekmo boljši in pa seveda, da prikažemo proti Požegi čvrsto tekmo. Zelo zahtevna tekma nas čaka v Požegi, to je pokazala ekipa Požege na svojem terenu, vendar, tako kot sem rekel, upam, da bomo zdravi, da bomo naredili vse, da naredimo dobro pripravo in pa seveda, da če se nam ponudi priložnost, da prijemo ponovno do zmage. V 8. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja 101-80 slavili na gostovanju pri Triglavu v Kranju. Terme Olimia so na svojem parketu za 11 točk izgubile proti Šenčurju. V lokalnem obračunu v Rogaški Slatini je domača Rogaška z 91-58 premagala moštvo Zlatoroga. Za obe moštvi je bilo srečanje zelo pomembno, saj sta vanj vstopili po seriji porazov. Oboji so se v zadnjem obdobju soočali tudi s težavami zaradi poškodb in bolezni. Laščani so bili kar nekaj časa prikrajšani za treniranje v dvorani Tri Lilije. Tokratni lokalni obračun je bil odločen v tretji četrtini, ki so jo gostitelji dobili s kar 16 točkami razlike in v zadnji kvartal vstopili 24 točkami naskoka. Zmagovalci so bili občutno boljši pri številu podaj, številu izgubljenih žog in odstotku meta za 3 točke. Petar Vujačič je za Rogaško dosegel kar 27 točk. V taboru Rogaške so bili prve zmage po 2. oktobru in 6 zaporednih porazih izjemno veseli, saj so si z njo vsaj nekoliko povrnili že močno načeto samozavest. Občutki so potem drugačni tudi na treningih in na tekmah. K sreči smo z izjemo Primorca, ki je imel neko anginu, in Armstronga, ki ima že znane probleme z nogo, bolj kot ne trenirali ta teden, in edino, kar si želim, da bomo od ponedeljka pa do naslednje tekme pač s to ekipo, ki jo imamo, trenirali, naredili dobre treninge in delali manj neumnosti v napadu in obrambi. Vemo, da smo boljši od Laškega, ampak v taki situaciji, ko se že omenilo, to ni enostavno narediti. Ekipa je nervozna, izgubila je samozaupanje in zdaj pač moramo iti počasi navzgor. V poraženem taboru so se zavedali, da so srečanje izgubili zelo slabo igro v drugem polčasu. V drugem polčasu smo imeli dobesedno mogoče nek razpad sistema. Kaj je dobrega v drugem polčasu je to, da si lahko ponudil priložnost mlajšim igralcem. Nekateri so jo izkoristili, nekateri pač ne. Ni druga, kot da se ta tekma čim prej pozabi. Pri Laščanih je prvič zaigral novinec, ameriški center Denis Tunstel, ki je dosegel 7 točk in imel 11 skokov. Denis se je dobro odrezal, vidiš se še, da mu manjka predvsem v napadu in obrambi popraviti z njim neke določene detajle, ampak generalno gledano smo z njim zadovoljni. Laščane po reprezentančni pauzi čaka domač obračun proti Podčetrtku, ter nato še ena ključnih tekem v sezoni za ostalo srečanje proti kranjskemu Triglavu. Mi najprej igramo z Podčetrtkom s Triglavom, igramo šele 11. decembra. Nam ta premor vsekakor prije prav, da se nekako uigramo, se povežemo in da se na koncu vzdignemo in doigramo tako, kot znamo. Rogaška bo po reprezentančnem premoru gostovala v Hruševcu, kjer bo tako kot Šentjur lovila še zadnji vlak za morebitni priključek moštvom, ki se bodo borila za uvrstitev v Ligo za prvaka. Med reprezentančnim premorom se bodo skušali v Rogaški Slatini igralsko okrepiti. Ja, mi si prizadevamo, da bomo naredili zamenjavo za Jana Dornka, ki ga že dolgo ni tu. Verjetno to ne bo ta pozicija, bo druga pozicija. Nekaj pogovorov, ki sem jih že imel, niso uspeli in jutri se bom spet spravil v to in poskušal najti dobro rešitev. Verjetno to ne bo igralec, ki bo takoj delal čudeže,
ampak z enim časom gledamo tudi ligo za obstanek in želimo pač po novem letu biti v optimalni formi. Dejstvo je, kar ste prej omenili, da mi in Šentjur lovimo neki zadnji vlak ali pa ne vem, iščemo neko opcijo, ampak jaz in mi se ne bomo s tem ukvarjali, enostavno gremo tekmo po tekmo in zaenkrat bolj pomembno kot tekma, ki sledi 14 dni, kako bomo izgledali na treningu, oziroma želim si te igralce, ki so danes bili na tekmi, tudi na treningu zdrave in pripravljeni za delo. Slovenska ženska rokometna reprezentanca se v Laškem pripravlja za nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 1. decembra začelo v Španiji. Slovenski selektor Dragan Adžič je na širši spisek uvrstil tudi članice celjskega ženskega rokometnega kluba z dežele Katarino Regner in Izo Brzin, ki pa sta sodelovanje v tokratni reprezentančni akciji odpovedali. Tik pred reprezentančnim zborom sta bili v modri skupini državnega prvenstva odigrani tekmi 10. kroga. Mlinotest je zmagal na gostovanju na Ptuju, Žalčanke pa so z 32-29 dobile sosedski obračun v Velenju. Zelo pomembni točki. V bistvu smo vrnili točke, ki smo izgubili v domačih dvoranih, v tekmah s Ptujem in Zagorjem. Tako da tej mladi ekipi sigurno bodo te točke veliko pomenile v neki mirnosti in verovanju v tega, da so sposobne narediti tudi na gostovanjih, ki nas v spomladanskem delu pridi do točk in si dejansko zagotoviti ta nekako čim višjo uvrstitev. Žalčanke so v Velenju dosegle drugo zmago v tej sezoni. Ob tem so v prvem delu prvenstva še dvakrat igrale neodločeno. Jesenski del prvenstva so tako Ramšakove varovanke končale na 5. mestu prvenstvene lestvice. V bistvu mi z 2 točkama, ki smo izgubili doma, dejansko bili kar nekako na 5. mestu nekako sigurni, vendar pač takšna je zgodba, treba je nadaljevati, verjeti v svoje delo, delati na svojih napakah, izboljšati igro in seveda nam bo to prineslo v nadaljevanju potem tudi sigurnejšo pozicijo. Ekipe od 5. do 10. mesta ločijo le 3 točke razlike, zato bo drugi del sezone izjemno zanimiv in izenačen. V bistvu za našo mlado ekipo, ki je v bistvu v 80% sestavljena iz mladink, se tekme nadaljuje, kajti nadaljuje se mladinska liga, tako da mi v bistvu nadaljujemo z treningi normalno. Seveda bomo poskušali v tem delu še dvigniti svojo nivo igre, izboljšati tiste pomanjkljivosti, ki so bile opažene v prvem delu in dejansko delamo na tem, da bodo punce skozi sezono napredovale, to, kar smo obljubljali že v začetku, in verjamemo, da nam to prinese na koncu zaželeno mesto v polovici lestvice. Državno prvenstvo se bo nadaljevalo 8. januarja prihodnje leto. Žalčanke pa bodo v prvi tekmi v novem koledarskem letu gostovale v Litiji. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh.
Meeteam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meeteam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meeteam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meeteama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Spoznajte prenovljeni spletni portal Moj EC, ki vam poleg nove podobe prinaša tudi nove funkcionalnosti. Uporaba portala je brezplačna, registracija pa preprosta. Na vstopni strani vas pričaka hiter pregled vseh ključnih vsebin v obliki infokartic. Podrobneje lahko spremljate porabo električne energije in zemeljskega plina, jo primerjate s preteklimi obdobji ter oddate stanje števca za obračun po dejanski porabi. Arhiv računov, pregled odprtih postavk in analiza stroškov so odslej še preglednejši in lažje dosegljivi. Preverite energetsko učinkovitost svojega doma, posredujte naročila ter uživajte v ugodnostih ECE in ugodnostih naših partnerjev. Spletni portal Moj ECE deluje na 3 platformah in je prilagojen za uporabo v vseh priljubljenih brskalnikih. Prek portala lahko upravljate energetske potrebe svojega doma ali podjetja. Preizkusite portal Moj ECE za upravljanje energentov ECE kjerkoli in kadarkoli. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Gore 36. Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovina Jager. Ja, takole po oglasih smo nazaj v srednjem delu tretjega polčasa v rubriki V središču. Danes jo namenjamo hokeju in aktualnim dogodkom v celjskem hokejskem klubu, ki je končal z rednim delom državnega prvenstva. Moja sogovornika sta predsednik kluba Vid Valenčak in pa novi trener, ki je pred kratkim prevzel vodenje članskega moštva Gal Koren. Dober dan, dobrodošla v našem studiu. Dobar dan. Gospod Valenčak, najprej vprašanje seveda vezano na kadrovske spremembe. Nov je trener. Kje so razlogi za to, da ste se nekako sredi sezone razšli z Markom Fišerjem, ki je pred sezono prevzel vodenje moštva in na to mesto postavili Gala Korena? Ja, sezono smo z našo mlado ekipo dokaj dobro začeli, tudi delo je bilo dobro, napredek je bil viden.
ampak se nam je na tekmah državnega prvenstva 5-6 tekem zapored zgodilo poraz z golom razlike in smo nekako vsi skupaj v klubu ocenili, da mogoče ti fantje rabijo eno dodatno spodbudo, drug pristop in smo se pač po dogovoru tudi z Markom Fišerjem pač odločili, da on ostane pri delu z mlajšimi selekcijami v klubu, da pa za samo člansko ekipo angažiramo njegovega pomočnika Gala, da prevzame delo naprej. Kakšno je torej bilo to slovo? Z Markom Fišerjem ste se nekako uspeli v mirnem, prijetnem tonu raziti, dejali ste že, da bo še ostal v klubu in da bo delal z mlajšimi selekcijami. Ja, seveda. Marko dejansko ima izkušnje pri delu z mlajšimi selekcijami iz sveta. Upali smo tudi, da bo lahko to prenesel na članski nivo, ampak pač žal ni šlo. Imamo pa tu Gala, ki je še lani bil na vrhunskem profesionalnem nivoju hokeja in mislim, da je to, kar našim fantom manjka za to zadnjo resno stopničko v članskem hokeju. Gal, ste takoj sprejeli nov izziv, ste kaj razmišljali, kako je prišlo do dogovora, da prevzamete vodenje članskega moštva? Ja, v bistvu ne bom rekel zdaj, da sem glih prav razmišljal, v bistvu me pa zelo veseli ta nov izziv, v bistvu iti z drsalk takoj na trenersko klop, pa kar v člansko ekipo, tako da nisem preveč razmišljal, tako da sem v bistvu zagrabil pa začel delati. Vi ste se tudi letos pridružili celjskemu klubu? Tako, jaz sem se letos poleti pridružil klubu že s pripravam, pa štartil sezono v bistvu z mlajšo selekcijo, pa potem pomagal Marko to pa na koncu prevzel. Ni še dolgo, ker ste bili tudi aktivni, nazadnje pri Olimpiji, igrali ste tudi v ligi KHL pri Medveščaku. Mogoče verjamem, da vas ljubitelji hokeja dobro poznajo, pa vendarle nekaj besed o vaši karieri, igralski soda, kako je potekala, na katere dosežke ste mogoče še posebej ponosni. Mislim, zdaj reči ponosen si tako na v bistvu na vse, kar si naredil. Ne moreš biti, ne glede kaj dosežeš, ampak mogoče bi izpostavil nastopi z reprezentanco, KHL liga. To sta mogoče dva trinka svetovni prvak druge divizije. Potem pa odločitev, da po igralski karieri nadaljujete v trenerskih vodah, to je nekako kar pogosto v vseh športih pri številnih športnikih. Ste verjetno že kar nekaj časa nazaj vedeli, da boste ostali tudi po igralski karieri povezani s hokejem? Ne, iskreno v bistvu nisem vedel, zato ker sem mislil, da pač jaz pa trener, da mogoče glih ni, ampak zdaj na koncu, ko pogledam, se najdem v bistvu v tem, pa je dejansko en ful velik izziv, mogoče kdaj, ker gledam iz tekme v tekmo celo večji, pa več pritiska, kot kaj igraš. Vodite 3 selekcije zdaj v klubu, člane, mladince in kadete, verjetno dokaj zahtevno, tako z vidika treningov, kot tudi tekem. Ja, je kar zahtevna naloga, ampak vse se da, če je tukaj, če je volja pa zagnanost, tako da. Ja, je pa to, da se moraš vsaki selekciji malo posebej posvetiti, za vsakega je mečkam drugačen, mlajši sigurno ne morejo tako delati, kot delajo člani, ali pa že 19 let, pa 17 je že kar velika razlika. Tako da je pa kar naporen. V kakšnem stanju ste pravzaprav prevzeli člansko moštvo? Vedno, ko pride nov trener, je nekako to pod narekovaj šok za igralce, za moštvo. Kaj vi opažate tudi zdaj v tem obdobju, ko ste že vodili 3 tekme v državnem prvenstvu, potem ko ste postali prvi trener? Mislim, šok. Ponovadi saj iz moje strani je bilo tako, ko je prišel en nov trener, je to en nov veter, mogoče mečkam več zagnanosti, malo več želje. Kar se je tukaj na treningih vse to pokazalo, na tekmah nam v bistvu določene stvari še manjkajo, mogoče tista želja, tisto ogenj, da se tekme proba res na en tak način zmagati, ker glih ni lepo, ampak se na koncu tekma zmaga, to je v hokeju kar zelo pomemben. Nam se zaenkrat to še ni zgodilo, bomo mogli pa delati v tej smeri, da bomo do tega prišli.
3 tekme pod vodstvom novega trenerja proti Bledu, Mariboru in Olimpiji. Kako vodstvo kluba gledate zdaj na vse skupaj, ko je Gal Koren že vodil moštvo, prevzel moštvo, je vidna razlika? Ja, že v samem točkovnem zbiru je vidna razlika. Gal je dejansko v 3 kolih osvojil toliko točk, celo več točk, kot jih je bilo prej osvojenih v prvenstvu. Se pravi, da cilj je dosežen, da so se tudi točke začele nabirati. 8-članska slovenska liga, na 7. mestu ste končali. To je verjetno nekoliko manj, kot smo napovedovali pred sezono. Kakšna je zdaj ocena tega prvega dela sezone? Ja, dejansko smo si vsi želeli, še vedno si želimo nekje te 3. pozicije v Sloveniji. Dejansko nam je skozi tekme za ta gol zmanjkalo. Če bi pol teh tekm obrnali v svoj prid, bi dejansko bili na 3., 4. poziciji, kjer mislim, da še vedno verjamem, vsi verjamemo v to, da mogoče ne letos, ampak vsekakor pa vsaj naslednje leto je naše mesto 3. v Sloveniji in vsi delamo za ta cilj. Gal, iz vašega zornega kota, kako komentirate to uvrstitev po rednem delu? Seveda je nehvaležno, bili ste en čas v vlogi pomočnika, pa zdaj glavni trener, ampak vse skozi ste bili zraven. Kaj lahko rečete o tem samem točkovnem zbiru in uvrstitvi na lestvici? Se pravi, tako kot sem že prej povedal, mogoče majčkeno več tistega ognja, pa majčkeno več tiste želje po tej zmagi, pa bi bilo danes tam zgleda majčkeno drugače na tem papirju. Ampak tako je, tukaj smo, zdaj pa izgled treba zagrabati pa delati naprej, koliko imamo še časa letos, pa do konca sezone pač probati nekaj osvojiti. Mislim, nekaj napredovati. Vid, kakšen je pravzaprav zdaj sistem tekmovanja naprej, končanje ta redni del, igrala se bo potem, mislim, da v mesecu februarju končnica. Po kakšnem sistemu, kdo naj bi bil vaš tekmec, glede na to, da zdaj vsa moštva še niso odigrala vseh tekem državnega prvenstva? Ja, najverjetneje bo naš prvi tekmec v končnici državnega prvenstva Slavia Junior ali pa Triglav Kranj, kar je na koncu koncev tudi premagljiv nasprotnik, če se dobro pripravimo. Se pa sedaj pričenja mednarodna liga, kjer bomo mi pač tekmovali z slabšimi klubi iz južne skupine, kjer so hrvaški in srbski klubi. In tu v tej skupini moramo pač osvojiti pozicijo 1 ali 2, da se priključimo potem play-offu mednarodne lige z boljšimi klubi. Kdo bodo tu tekmeci? Omenili ste že hrvaške in srbske predstavnike. Ja, to so predvsem, vse kaže, da bodo to zagrebški klubi, Mlado Zagreb in Medveščak, ter iz Srbije vse kaže, da Vojvodina. Gal, pogled zdaj na to mednarodno tekmovanje, na ta spodnji dom, kot je rekel predsednik, kaj si lahko obetamo, nazadnje tudi kakšna so ta tuja moštva po kvaliteti, s katerimi boste igrali? Zdaj, po kvaliteti težko reči, v bistvu niti ne moramo vedeti, ker je bilo letos vse skupaj takole majčkeno skrito, da bi lahko primerjal neko kvaliteto, kako bo to izgledalo, ampak definitivno moj cilj je pač v teh tekmah doseči največ, probati pač nekako na nek način si izboriti ta play-off, da na koncu, ko bomo črto potegnili, da bomo lahko rekli, da je bila sezona še vedno pozitivna. Bo kaj kadrovskih sprememb tudi v samem moštvu, nekaj predvsem odhodov je bilo med sezono, verjetno tudi to vplivalo na ta rezultat. Kako vi gledate na trenutni kader, ki ga imate in mogoče na možnosti, da še koga priključite? Tako je zaenkrat to, kar imamo v dvorani, je to. Seveda, če se bo pokazala kakšna priložnost ali pa v bistvu, če bo kakšna možnost, da še kakšnega igralca pripeljamo, bo pa seveda dobrodošlo.
videti, kako v vodstvu kluba gledate na sam igralski kader, tudi vi mogoče razmišljate še o kakšnih spremembah, dopolnitvah? Ja, to je težava, s katero se v Celju, v hokeju iz leta v leto srečujemo. Mi delujemo na amaterskem nivoju in dejansko, ko fantje pridejo v leta 25 in več, ko si začnejo ustvarjati družino, ko imajo redno zaposlitev, pridemo do te težave, da se običajno odločijo za prekinitev športne poti, ker hokej je zahteven šport, zahteva vsak dan resen trening in pač žal mi tem starejšim fantom ne moremo ponuditi profesionalnih pogojev in žal nam tako iz leta v leto kdo odneha. Mi to krpamo z nekimi mlajšimi slovenskimi igralci. Ampak moram reči tudi, da se tudi to spreminja počasi, da smo vsako leto močnejši, da poskušamo dlje zadržati te izkušene igralce oziroma tudi kakšnega kvalitetnega pridobiti. In to je pač izziv za upravo kluba v naslednjih letih, da pač zberemo toliko več finančnih sredstev, da bomo lahko vse v nekem delu, nek polprofesionalizem ustvarili. Če se malce osredotočimo zdaj še na mlajše selekcije, tudi tu ste aktivni na številnih tekmovanjih, turnirjih, mogoče najprej tisti najmlajši selekcije do 8, do 10, do 12 let, tu ste tudi bili organizator nekaterih turnirjev v sodelovanju s Slovensko vojsko, mogoče kaj se dogaja na tem področju? Ja, tu smo res zelo veseli, da smo uspeli ob sodelovanju Hokejske zveze Slovenije in Slovenske vojske vzpostaviti res en dober model sodelovanja, ki nam je v veliko pomoč pri organizaciji. Slovenska vojska podpira cel slovenski hokej, se pravi, sami klubi smo pa, kolikor si kdo vzame v tem sodelovanju, odvisni. Mi smo pač izkoristili priložnost, pa smo organizirali od poletnega kampa za otroke vse Slovenije in tujine, turnirja v Celju, ki je bil zopet z masovno udeležbo. Moram reči, da smo z vpisom letos kljub tem korona časom pa izjemno zadovoljni, da smo že letos v opremo, mislim, da več kot 20 otrok pridobili. Se pravi, trenutno imamo v Celju poleg članske ekipe nekje 100 otrok v vseh selekcijah, kar mislim, da je za mesto Celje kar dovolj. Je pa še vedno premalo za celo klubsko piramido na dolgi rok, da bo res popolnjena, da bo delovala z domačimi igralci, ker zaenkrat sicer tekmujemo v vseh tekmovanjih, se pravi z vsemi selekcijami, od se pravi U8, U10, U12, U13, U15, U17, U19 člani. Res v nekih selekcijah U15, U17 smo še odvisni tudi malo od pomoči ljubljanskih klubov, da nam po par igralcev posojajo, da lahko naši fantje te selekcije igrajo. Ampak sploh pa pri teh najmlajših, s katerimi se zdaj že 5 let ukvarja trener Domen Ramšak, imamo pa izjemen napredek. U13 je trenutno brez poraza vodeča v slovenskem prvenstvu. To selekcijo moramo izpostaviti, kar se tiče rezultata. Tu ste brez poraza, tu vodite v razširjenem slovenskem državnem prvenstvu, ker so tudi avstrijski klubi. Ja, res je. To je za vse nas bilo presenečenje, čeprav tisti, ki spremljamo delo trenerja Domna Ramšaka zadnjih 5 let, v bistvu smo pričakovali napredek, ne pa tolikšen. In to je selekcija, ki bo sigurno v naslednjih letih, 3-4 letih začela trkati na vrata članov in bo hokej v Celju imel vse večji smisel, to sem prepričan. Kako vi poznate te mlajše selekcije? Verjamem, da dobro, glede na to, da ste tudi
trener mladinske kadetske ekipe. Skratka, kakšne iz te perspektive mlajših selekcij, teh mladih fantov, ki so v teh kategorijah, perspektiva tudi članskega moštva. Vidite tu nove talente, ki bi jih nekoč ob dobrem delu lahko gledali tudi v članskem moštvu? Ja, sigurno je tukaj kar nekaj fantov, no, ki mislim, da zna zelo polepšati prihodnost tega kluba že v bistvu v naslednjih letih. No, že drug let, ki bo iz U13 nekaj fantov prišlo v 15, se pravi, tukaj ne bo potrebno več toliko te pomoči, toliko igralcev iz drugih ekip, kar je na koncu v bistvu toliko težje, kad ti dobiš igralce na tekmo, ki ne trenirajo s tabo, v bistvu ne dihajo v isti garderobi. Tako da je to ta U13 pa mlajše selekcije, kar jaz mislim, da prihodnost tega kluba pa je treba na njih graditi. Če ob koncu pogledamo v prihodnost, že smo nekaj rekli o play-offu, pa seveda tudi tej mednarodni ligi, kakšni so pravzaprav zdaj cilji do konca sezone, kaj bi vas kot trenerja zadovoljilo, tudi seveda v tem, kar ste se verjetno glede samih ciljev dogovorili z vodstvom kluba? Jaz sem tak, meni zadovoljila bi zmaga, ne, sam tukaj moramo biti zdaj realni, tako da za začetek v tem spodnjem, v tej spodnji grupi osvojiti največ točk, pa se pravi na nek način probati pridati v končnico IHL-a. V vodstvu kluba ste kaj korigirali cilje glede na začetek sezone, oziroma kaj je tisto, kar bi zdaj želeli nekako doseči v tem drugem delu sezone, po teh tudi kadrovskih spremembah, o katerih smo danes na široko spregovorili? Ja. Vsekakor mislim, da upravičeno upamo na to, da bomo konkurenčni v končnici, v play-offu. So pa mogoče res naše misli že kar usmerjene v naslednjo sezono, ker dejansko Gal letos to mlado ekipo pripravlja. Upamo, da bo tudi ostal, da jo bo tudi čez pomlad, poletje pripravil za naslednjo sezono, ko pa moramo brez izgovora napasti cilje. Se dolgoročno vidite v tej sredini? Zdaj smo slišali predsednika, da upa, da boste nadaljevali delo tudi po tej sezoni, da v vodstvu že razmišljajo tudi o naslednji. Kako vi gledate na vse skupaj z vašega zornega kota? Tako v bistvu se pravim, tako da to je en slab začetek, no pa kakor smo se pogovarjali, naj bi stvar bila dolgoročna, kar tudi mene zanima v bistvu s časom pokazati, da se da tukaj dejansko nekaj narediti, da so lahko napredki, da je veliko prostora za napredek. Kje vidite ta klub, ne vem, čez nekaj let, če boste ostali tukaj in imeli dobre pogoje za delo? Težko je reči zdaj, kje ga vidim, ampak je pa sigurno tukaj v naslednjih parih letih veliko prostora za napredek, pa tudi mislim, da bo klub šel višji, da bo klub vedno bolj stabilen. Tudi na koncu ne samo iz igralskega kadra, ampak tudi v bistvu iz zunanjosti, da bo prišlo denar, da bo prišlo vse skupaj, ko se bo videlo, da se v klubu dejansko dela, da klub hoče naprej, pa da hoče biti višji rangiran kot šport v Celju. Vid, za konec še vaš pogled v imenu vodstva kluba v prihodnja leta? Ja, jaz bi se ob tej priložnosti zopet zahvalil vsem, ki nas podpirajo. Dejansko v bilici športov v Celju je težko zbrati sredstva še za hokej, ampak, kakor sem rekel, še enkrat hvala mestni občini Celje, vsem celjskim podjetjem, ki nas podpirajo, tudi občinskemu podjetju ZPO z drsališčem, ki nam maksimalno gredo na roko, da ta šport živi naprej in da dejansko vse skupaj nekam pelje. Hvala obema za obisk v našem studiu, srečno, uspešno naprej v drugem delu sezone. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi in seveda nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.